Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo delali jutranji ritual. Da vam pokažem, kako jaz začnem dan in res vam priporočim. Zdaj nekaj videov bom snemala v tej smeri, kako spodbuditi pomlajevanje. Ker dejstvo je, Emšo gre v svojo smer, druga stvar pa je, kar mi vsak dan naredimo za sebe, pa obrne čas v drugo smer. In vsako jutro, ko vstanem, začnem dan s 3 kozarci, 2,5 do 3 kozarce vode. V glavnem, to je jutranji začetek. Kdaj sem začela piti vodo zjutraj na tešče? Pridelala sem si ledvične kamne leta nazaj, zato ker nisem pila. In sem prišla do zaključka, da to nikamor ne pripelje, da sama sebe zastrupljam in sem se odločila, da začnem več piti. Tako da začnem dan s 3 deci oziroma 6 deci pa pol vode. To je takoj, ko vstanem na tešče. Načeloma noter ne dajem ne limone, ne ničesar drugega, ampak samo vodo. Res pa je, da sama voda iz pipe mi ne gre preveč, tako da si zvečer pripravljam tole kristalno vodo. Tako da kristale namočite jih v soli, da jih sčiste in potem imate tukaj informirano vodo za sebe. V bistvu tiste, ki imate doma, tiste lahko uporabite. Drugače pa, kot sem že rekla, bom imela tudi sploh rožovce tudi na spletni strani. Zdaj jih imam že doma, če kakšen želi, kakšen kamen, vam ga pošljem. Par evrov so. No, tako da, to je za začetek, za zdravje voda. Zdaj pa naslednja zadeva. Kar je pomembno pri vodi, jo lahko informiramo. In če začnemo dan, tako da rečemo, hvala za zdravje, hvala za čiščenje, za vso podporo, s tem dajemo energijo oziroma informacijo o vodi, kaj naj dela v našem telesu. Tako da dobesedno za zdravje našega telesa. No, zdaj pa gremo naprej, vam pokazala tibetanske vaje. No ja, preden vam pokažem tibetanske vaje, prižgem svečko. Se zahvalim novemu dnevu. In se zahvalim vsem svetlim silam za podporo, za nov dan, za vse dobro, kar se mi dogaja. Zdaj, oltarček sem prej imela tam, ampak odkar imamo mucke, sem preselila to na višjo inštanco, ker enostavno pač radovedni sta in povsod gresta pogledat. V glavnem, zjutraj, ko vstanem, potem rečem hvala in da vidim, kakšno je sporočilo danes za mene. No in naj bo to sporočilo zdaj za vas. Kakšno je ta trenutek sporočilo za vas, ki gledate ta video? Zdravljenje, zdravilni mir vstopa v moje celice in v mojo dušo. In potem tisto sporočilo, veste, ki me pokliče, si ga potem ponavljam. Naslednje, ljubezen, jaz sem ljubezen, zavedam se, da sem ljubljeni otrok stvarstva. Mene podpira vse stvarstvo. In gre se ljubezen do sebe, je to to, kar zjutraj za sebe naredim. Glejte, ne vam ne bo žal nobene minute, ki jo porabite za sebe. Ker res je, sabo živimo samo do konca življenja. Zdravilni žarek, sam zdravljenje. Zdravilni žarek teče skozi moje telo. Zavedam se, da sem jaz bitje svetlobe. Ponavadi 4-5 kart potegnem, da vidim naslednje sporočilo pa je: angeli me vodijo tja, kjer je zame najbolje. Usklajena sem s simfonijo srca in narave. Ja, podpora angelov je tukaj okrog nas. Če bi se bolj zavedali, kakšna sporočila nam želijo angeli prenesti. Ampak ker smo toliko v tem, kaj moram, pozabljamo na to, da smo samo fizična bitja in da je okrog nas veliko več kot to, kar vidimo. Nad angel Uriel, naj čustveni strup zapusti moje telo. In potem to pustim, svečko pustim prižgano. In eno stvar, zdaj tukaj mi pade na pamet, včeraj sem brala zgodbo, odprla se mi je knjiga Anastazija, v glavnem, kako so nas na en način zasužnili. Zasužnili so nas s tem, da bil je veliki svečenik v Egiptu, in so bili sužnji. In sužnji so pripravljali upor. In se je domislil, kako bo naredil denar. In bo vsakemu dal za nekaj, kar je naredil, pač denar. In ljudje oziroma te sužnji so bili svobodni, ampak so začeli še bolj marljivo delati,
ker so delali za denar. In v bistvu nas je zasužnil ta gonja za denarjem. In zdaj se vračamo nazaj k temeljem, nazaj k temu, da smo mi pomembni, da ne to, koliko imamo, koliko velik avto, veliko hišo, koliko imamo na ven za pokazati, ampak je dejansko bogastvo to, kar smo mi v sebi noter. Zdravje je bogastvo, zadovoljstvo je bogastvo in to, da nekaj naredimo za sebe, to je bogastvo. No, zdaj pa res gremo na tibetanske vaje. No, tako, prva vaja je vrtenje okrog svoje osi. V smeri urnega kazalca se jaz zavrtim 21-krat. Tako da vi začnete s 3 in to je radost. Ko zjutraj začneš s temi obrati, se res poveča radost čez tvoje telo. To je prva. Zdaj pa glede na to, da se nam zvrti v glavi, začnite s 3 ponovitvami, ne pretiravati, potem pa gremo na tla. No, tako, zdaj smo pa na tleh. To je zdaj druga vaja. Ponavadi jaz majčkeno si vzamem časa, glede na to, da se vrti v glavi, da se mi neha vrtiti. Roke dam pod zadnjo plat in potem pogledajte. Izdih na prsa skozi usta, vdih skozi nos, izdih skozi usta. In spet izdih skozi usta, vdih skozi nos, izdih skozi usta. To je druga vaja. Se pravi, 3 na začetku, potem pridete do tega, da jih boste ponovili do 21. No, zdaj pa druga vaja, oziroma zdaj smo že pri 3. vaji. 3. vaja je pa takole, lejte, možno bolj sem, da me vidite. Spet tukaj od spodaj se primeš pod zadnjo platjo, pod ritjo. Mišice medeničnega dna stisneš, noge podvite in spet jaz zamižim, izdih na prsa, izdih skozi usta. Izdih skozi usta, vdih skozi nos, izdih skozi usta, vdih skozi nos. No, to je 3. vaja. Zdaj pa 4. vaja je potem, takole se na tla usedete in v glavnem roke tik ob boku. Takole. Zdaj pa pogledajte, izdih na prsa, vdih skozi nos, izdih skozi usta. Vdih skozi nos, izdih skozi usta. Vdih skozi nos, izdih skozi usta. To je 4. vaja in 5. vaja. 5. vaja pa je v bistvu v drugo smer, se pa spet takole, gledajte, prsa ven gledajo, tako, izdih skozi usta, vdih skozi nos, noge čim bolj dol, izdih skozi usta, vdih skozi nos, izdih skozi usta, spet vdih skozi nos in izdih skozi usta. To je za začetek dovolj, tako da, ko boste začeli, ne pretiravati 3, čez en teden še dodate 2, boste imeli 5, čez en teden dodate, jih boste imeli 7 in tako naprej. Tako da v glavnem na ta način, zdaj pa kaj boste naredili? Tibetanske vaje direktno pospešujejo pomlajevanje, ker povečajo energijski pretok čez čakre, okrepijo se mišice, pridobite mišično moč, dobro se počutite in, glejte, jaz vam govorim iz svojih izkušenj, tibetanske vaje sem začela delati pred 15 leti, ko je bila moja ta mala hčerka stara 1 leto in to je neka stalnica v mojem življenju, res se dobro počutim, energija imam ogromno in dejstvo je, da mišična moč, struktura ostane, dobro se počutiš in, glejte, ljubezen do sebe, dober občutek, da sebe postaviš na prvo mesto. No, ko to naredim, potem grem pod tuš, pa kuža pelem, pa rože zalijem, pa vse ostalo in zajtrk. In zdajle
Naslednji video bom pa posnela, kaj pripraviti za zajtrk, sploh za tiste, ki nimate preveč želje nekaj grist in boste videli, da je pa pol odlična zadeva, da začnete dan in pomaga tudi tak zajtrk pri sami prebavi, pri tem, da grejo strupi iz telesa ven, ker dopoldne potekajo sistem oziroma proces razstrupljanja. Ampak to je že v naslednjem videu.